praznična igra z dredlom, judovsko vrtavko. Hanuka je vesel in radosten judovski praznik, znan tudi kot praznik luči. Praznuje se 8 dni, od 25. Kisleva po judovskem koledarju naprej, kar običajno sopada s sredino decembra. Ob Hanuki se Judje spominjajo ponovne posvetitve svetega templja v Jeruzalemu, ko so Makabejci leta 165 pred našim štetjem premagali sirsko-grško vojsko Seleukidov in se tako uprli helenizaciji. V starodavnih časih so za razsvetljevanje v templju uporabljali olje, ob ponovni posvetitvi templja pa se je zgodil nenadejani čudež. Ko so Makabejci hoteli prižgati menoro, so našli zgolj en vrček obredno čistega olja. Tolikšna količina olja naj bi sicer zadoščala, da bi ogenj v menori gorel zgolj en dan, a v resnici ga je bilo dovolj kar za 8 dni. Toliko časa so namreč potrebovali, da so zagotovili ustrezne zaloge novega obredno čistega olja. Med posebnostmi Hanuke je igra z drejdlom, ki je še posebej priljubljena med otroki. Drejdl je vrtavka, ki ima 4 stranice. Na vsaki stranici je zapisana ena hebrejska črka: Nun, Gimel, Hej in Šin. Na drejdlih, ki jih uporabljajo v Izraelu, je namesto črke Šin zapisana črka Pej. Te črke so akronim za izrek Nezgadol Haja Šam, kar pomeni velik čudež se je zgodil tam, oziroma za izrek Nezgadol Haja Po, velik čudež se je zgodil tu, kar se navezuje na čudež v templju. Izvor igre z drejdlom ni povsem jasen. Po eni od interpretacij pa naj bi igra izvirala iz časov seleukidske nadvlade nad Sveto deželo. Takrat je bil študij Tore namreč prepovedan in kaznovan s smrtjo, zaradi česar so jo Judje študirali na skrivaj. Da bi to prikrili, naj bi ob obiskih seleukidskih nadzornikov svoje verske knjige hitro skrili in se pretvarjali, da igrajo drejdl. Drejdl je igra, ki se običajno igra za čokoladne cekinčke ali tako imenovan Hanukagel, bombone, oreščke ali kakšne druge sladkarije. Igrajo lahko poljubno število igralcev, začne pa se tako, da vsak igralec en cekinček ali drugo sladkarijo vloži v skupni talon. Nato se določi vrstni red igranja. Vsak igralec zavrti vrtavko. Igro začne igralec, ki je zadel črko 0. Če te črke ni zadel nihče, začne igro igralec, ki je zadel naslednjo črko iz akronima. Igra se igra v smeri urnega kazalca. Igralec, ki je na vrsti, zavrti vrtavko in počaka, da ta pade. Črka, obrnjena navzgor, pove, kakšen je dobitek. Če se pokaže črka 0, ki v igri označuje 0 oziroma ništ ali nič, igralec ne dobi ničesar. Če se pokaže črka Gimel, ki pomeni ganc ali vse, dobi igralec celoten talon. Vsi igralci pa morajo nato v talon vložiti nov cekinček ali bonbon ali kar pač imajo. Če se pokaže črka Hej, dobi igralec halb ali pol vrednosti talona. Če je število dobrot v talonu neparno, vzame igralec polovico talona zaokroženo navzdol. Če pa se pokaže črka Šin, ki pomeni šink ali daj, mora igralec v talon vložiti dodaten cekinček ali drugo dobroto, ki jo ima. Preden igro nadaljuje naslednji igralec, morajo vsi igralci znova vložiti po eno dobroto iz svoje zaloge. Lahko pa se dogovorijo tudi, da se nove stave vlagajo šele, ko kdo od njih iz talona pobere ves dobitek ali ko v njem ostane le še ena dobrota. Igralec, ki ostane brez dobrot, izpade. Preostali pa igrajo tako dolgo, dokler en igralec, zmagovalec, ne pobere vseh dobrot oziroma dokler se igre ne naveliča. Boste poizkusili svojo srečo?